Jaz sem 3 leta svet za starejše na občini opozarjal, da imamo eno Tihomilo Dubravčevo, čez 100 let, ki je znamenita po tem, da je bila profesorica na 3. gimnaziji, da je pesnica, slikarka in uneta propagatorka, partizanska in tako naprej. Niso se nič zmenili, dokler ni 1. julija tega julija umrla. Saj je bila že precej boga, jaz sem jo videl za 101. leto, ko je še stanovala tam na Gosposvetski. Se do konca bila na Gosposvetski? Ne, ni bila, je bila nekaj časa, je bila tu na Koroški. In mislim, da je na Koroški. Potem je pa šla nazaj na Gosposvetski. Je imela 3 skrbnice, ne? Do konca bila. Ja. In je potem ni bilo več dostopa do nje, je bila pa že na koncu. Ni več poznala nobenega. Nikoga ni poznala, tako za kasnitvijo je še kaj zaznala, ampak Tihomila Dubravčeva je pravzaprav, bom rekel, žrtev enega mariborskega takega sindroma, ki je pustil ljudi, ki so delali, ki so pisali brez knjig, nikogar ni to zanimalo. Sicer v Mariboru je takrat bil samo festival Kolikček, ki je prirejal različne literarne prireditve. Ko pa se je ta razpustil, ni bilo več nobene strehe zanje in one z Sonjo Golečevo, z Berto in še z Raportom in še z nekaterimi drugimi so napravili en krožek pri Društvu upokojencev Maribor center in je bil Janez Špencer njihov prvi mentor, potem pa je on rekel, da ne bo se s tem ukvarjal in so meni prepustili. Mi smo iz tega napravili delavnico, to ni bilo ravno všeč Društvo upokojencev, so rekli, da ne marajo delavnic in smo prišli na svoje. In iz tega je zrasla ena od najbolj aktivnih skupin, v kateri je bila Tihomila zelo prisotna, zelo aktivna. No, Tihomila ni bila čisto tako brez rogov, veste. Ona je bila tako. In na začetku nismo vedeli, kam bi dali to skupino, pa smo se zmenili, da bomo gostovali pri Društvu nemško govorečih že na Mostovi, tam na Vogalu, Gregorčičevi in mislim, da Tirševe, ali je Gregorčičeva, ne, Gregorčičeva, Tirševa, ja. No, kar je Tihomilo strašno razjezilo. A seveda ne? To je bilo tako hudo, da je celo v časopisih ropotala proti meni in tako naprej, ampak midva sta tako prešla in je bila še nekje do konca tisočletja, je bila še aktivna, potem je pa počasi prenehala. Čeprav jaz sem prihajala vedno in jaz imam en posnetek, ko je žena Greterja prepevala tukaj in jaz bi tisti posnetek rad tudi objavil nekje,
ker je res poln posnetek in zelo lepo je pela. Bila je njena velika, super velika ljubezen je bil tale Oroš, ko smo bili. Ne. Ta pesnik, ko smo imeli mene zdaj malo Ajo? Ne, ta Orošec. A ja, Orošec, Ko smo imeli v UKM Je Janko Mestner, ne? Janko Mestner. Za Janka Mestnerja bi ona legla na dušu, da bi on šel čez dušo sluh. Kako je pa? Malo dužo. Prosim. Eno malo dužo. Malo dužo, ja. Pa bi tudi plavala, če bi večja duša pove, da je tam sredi 90-ih let je prišla z kupom rokopisov in smo izdali zbirko Tiha, obsežnejšo zbirko, ki je tako prerez skozi njeno delo. Jaz upam, da so v započinju ostale tudi druge pesmi. Jaz še imam en šopek otroških pesmi, ki jih je hotela ona ilustrirati, ampak že ni bilo več mogoče vzpostaviti takega stika, da bi izpostavila. To je tudi ena edina knjiga, ki jo dobro predstavlja in je vključena tudi v antologijo mariborskih pesnic, ki je tako luknjasta, kot se luknjasta da napraviti, ampak je vseeno je Tihomila svojim izborom pesmi. Kaj bi še rekel? So pa njene pesme objavljene v partizanskih pesmih, za 4 take debele knjige, ne? Ja, njene pesmi so objavljene, mislim, da je Ternu delal tisto. Ampak vse njene so tam, vse pač. Kar nekaj jih je noter in pa ta Tiha ura. Ona je vedno govorila, da ker je bila rojena na 10. 20. leta na dan Orosevskega plebiscita. Še nekaj, ena od njenih najlepših pesmi pravzaprav je tista o koncertu, ki je ljubljanski APZ imel v Unionski dvorani. Smo imeli ob 90-letnici v Unionski dvorani in je ona tam nastop preko zadnji nastop na Unionske dvorani. Ampak to je bilo v Ljubljani. V Ljubljani. Ta voditev zbora, prvi koncert zbora je bilo Maribor, leta 27. In zaradi tega je zdaj 90 let za Unijske dvorane. V Ljubljani je že v času italijanske okupacije so si izvolili koncert Lipa Romskega pevskega zbora. Tam je bila zelenela in šele ko so zapeli, so Italijani razumeli, kaj pravzaprav se je zgodilo in so potem razkajkali vse, kar se je dalo. Ona je nekaj časa živela še v Ljubljani
potem pa se je preselila nekam drugam, mislim, da je prišla v Maribor. To so take. In ko smo imeli v Mariboru našo pesem, je ljubljanski pevski zbor, ljubljanski APZ, zapel Ljubljanka zelenela je. Pravzaprav je bila naša pesem. In takrat je vsa dvorana vstala in prepevala z njimi. In tam v tisti predbalkonski dvorani pa je bila mednarodna žirija, ki je bila, in naenkrat je nastalo tako vzdušje, da so oni prišli ven in so gledali, kaj se prav dogaja. Samo skrbeli so zaradi tega, ker je nastalo tako vzdušje, da ni bilo za popisati. Da ta pesem nosi eno tako karizmo in Tihomila in Ora in vsega. Kjerga leta, tam enega. Moram takoj priznati, da gospe Tihomile nisem osebno poznal, sem pa iz tega, kar sem zdaj slišal, ugotovil, da je bila v bistvu soseda moje mame včasih na Gosposvetski. V istem bloku je stanovala na Počinci, zdaj je tako podobo njeno malo mlado nekaj predstavljeno. Je naša soba, pusta, prazna, na nema, srhljivo siva vsaka stena, davno dogorela sveča, pod preprogom sveča sreča. Poteni se zemlja strese, iz neba se dež usuje, kot da stoka in žaluje. Kot da sonce šlo je s tabo in sam spreminjam se v žalo. Spomnil bom, reči me, da bom spet tvoj, ljubimec, princ, sanjač. Prekleti dnevi so, štejem noči, ko bova skupaj spet sanjala. Poteni je vse drugače, vino trpko, hrana pusta, ni omame, kot so tvoja usta, ko se v tvoj veseli šal zavije, nema, da ne ves glas zapijem. Spomnil bom, reši me, da bom spet tvoj, ljubimec,
ko bova skupaj spet sanjala. Ko ni vladal še grad, je čez rosne trate prikorakal muzikant. V mehu komajga vina, malhile še par drobtin. Ko zasliši v daljavi zvok otožnih melodij, tam v hišo vstopi in pozdravi ljudi. In z nasmehom zapleše, zapoje muzikant, da jim radost prebudi. Nekaj dni še ostane in nato se osvoji. Zabole ga stare rane in preteklost ga ulovi. Culo hrane, kruha, vina, par klobas. Dolgo hodi, ne ugane, daj spet pride v tisto vas. In tako si zamisli staro hišo kot takrat, kjer pozdravi in zapleše, zapoje muzikant, da si radost prebudi. Takih zgodb je nešteto in so stare bolj kot mi. Zdaj je v
vse preveč napeto. Muzika to že dolgo ni. Včasih pa, ko si sama, si pričaraš pred oči, da te pozdravim, zapliše, zapoje muzika, da ti radost prebudi. Prebudi, prebudi. Zdaj, zamišljeno je to, da vsak prebere eno svojo pesem in eno spet Tihomile. To je bilo zamišljeno, ampak ni pa zdaj to zakon, kdo želi lahko bere samo svoje ali pa samo od Tihomile. Jaz bom brala eno svojo in eno od gospe Tihomile. Ker sem prva prišla, sem prva vrsti. Najboljše je po vrsti, da gremo po bere in svešnja. Ne? Stari bom vse jaz fotografirala, ste lahko brez skrbi. Torej moja pesem. Zadnji ples. Lepo je. O, kako je lepo umreti v maju. Zraven gozda vitkih dreves, na katerem se odraža življenje. Tukaj ni potreba na koncu, niti obrednih slovesnosti, ki so odraslim včasih tako težke. Lahko les gori v ognju in odide v slovesni tišini. S svetim ognjem v srcu se poslovi od sonca in oblakov in izgine s pozabljenim vonjem zgodnjih češnjevih cvetov. Obožujem to ritualno tišino, ko grobar počasi trosi pepel v krogu na skrbno pokošeni travi. Kot da se boji, da je ne prebudi in veter te rahlo ponese po dolinah in bregovih. In samo nekaj padla solza te spomni, da si pravzaprav umrl in da odhajaš. Drugače je vse podvedno. Ljudje gredo v službo, otroci v šolo, mesar je v vedo in ti razmišljaš pri sebi, zakaj ti ni bila poslana kočija, ki bi te odpeljala v nebesa. Prosim, pustite molitev zdaj. Nahajam se v megli, brez smerokaza. Vprašam se, kam jaz to grem. Zavita v mečkani bombaž, vosek se mi nedogoreli. Z lahkim korakom odhajam skozi prah, ki se dviga. Ples sem pustila za konec, ker konec mora biti samo odmev popolne pesmi. Za moja pesem. Zdaj pa eno od Tihomile, Zemlja in nebo. Jaz sem zemlja, ti si nebo. Pošiljaš name sončne žarke in vlivaš na name svoje slo. Kot je parke. Sozvoče dvojih sta teles. Nebo si ti in jaz sem zemlja. Jaz trdno sem, ti čar nebes. Ta velik luna vekove spremlja. Pod tvojim sijem sem zbrstela in s tvojim mrakom zatemnela. Usodno zvezana s teboj.
Zdaj v strastnem sva nasprotju, v idiličnem zdravljanju bolju, enotna, a vsak stvor sam svoj. Hvala. Tihomila Dobravc Balada. Nov se otrok je rodil na tem svetu. Drobcena deklica to je bila. Starši se šili, so se pršpo po svetu, kakšno ime naj dete ima. Pa je prišla na pomoč zgodovina. Dete rodilo se tistija dan, ko spraševala se je domovina, komu pripadal bo naš Korotan. Tam, kjer se vijeta Zilja in Drava, prav tisti dan je bil plebiscit. Hčerki bo naše ime Zmagoslava, če plebiscita bo srečen izid. A Jugoslavija je izgubila lepo Koroško na krivičen način. In zato deklica bo Tihomila. Naše nesreče naj bo pomin. Prav zato obrne se vsemu v nesrečo, česar se loti ubogo dekle. Če ljuba Koroška dočaka kdaj srečo, pa spremenila bo svoje ime. In še moja pesem. Zaradi Beethovenove sedme. Treba je še živeti. Zaradi Beethovenove sedme moramo stati. In pa zato, ker sta vevelici tekli po deblu, gor in dol in malo naokoli. Očesci z živalskim smehom, košata, zimska repa, hitre in črne tačke. Ne še oditi. Zaradi Beethovenove sedme se moram še večkrat prebuditi, ne brati sporočil, da je zdaj na vrsti za odhod prav naša generacija. Ne poslušati črnogledih prerokov. Zaradi Beethovenove sedme je vse skupaj še vredno, nadvse vredno. Nekaj pa vem zagotovo, tudi za druge simfonije še potrebujem čas. Ljubezen. Kakor skozi steklo sem videla svet. Prašne so šipe bile in meglene. Slike za njimi blede kot stene, obrisi življenja, kakor skelet. Potem pa je ona prišla, očistila šipe, da se zaiskrila sta svet in življenje. Zbistrila je spet moj pogled, razpršila se gosta megla. Od svetle luči ni vitje je malo, srce je zapelo in zaigralo. V njem se naselila je nova ljubezen. Zdaj pestujem upanje, prej izgubljeno, v jasni svežini, spet pridobljeno. Svetloba razlita je čezen in čezen. Tihomila je imela sestro Enso, ki je padla. Partizani, ja. In to je pustilo en tak globok ris v njeni, eksistenci. In številne pesmi so posvečene prav njej in morda bo bilo izbral kjero od teh. A boš prebrala nekaj? Ne. Sem mislil, da boš prebrala. Jože. Nimam nobene pesmi. Bom pa dve stvari, eno prebral, drugo povedal. Najprej zapis ene od zgodb, ki mi jih je Tihomila povedala, potem pa komentiral vse skupaj. Tita. Pomlad 1943, okupirana Ljubljana. 22-letna študentka Tihomila pelje dva otročička na sprehod v park Tivoli. Namenjeni so v ptičji stan, gozdiček na koncu Plešnikove promenade, kjer domuje dosti ptičev. Punčka in fantek sta otroka arhitekta Edvarda Ravnikarja, stara 1 in 2 leti. Tihomila ima pri sebi potrdilo, da lahko dela kot varuška vzgojiteljica. Fantek Edo še ne zmore izgovoriti njenega imena in ji kratko reče Tita.
Tudi svojega očeta Edvarda ne kliče ati, temveč Davo, ker mu je tako lažje. Tihomila ima v otroškem vozičku pleničke, stekleničko z mlekom in druge potrebščine za otroka. Med njimi skriva trosine listke Osvobodilne fronte, da jih na primernem mestu raztrese po tleh. To je v zastraženi in za žico ogreni Ljubljani zelo nevarno početje, lahko tudi smrtno nevarno. Otrokova mati za skrivno Tihomilino dejavnost ne ve, čeprav je tudi sama članica OF. Tako pač zahtevajo varnostna pravila konspiracije. Očeta Edvarda so kot sodelavca OF ovadili in je zadnjega pol leta zaprt v Italiji. Tihomila kremlja z otrokoma, ko pride mimo črno oblečeni policaj Kvestorin. Prav takrat fantek Tihomili reče Tita. Policaj v hipu zastane korak, naglo se obrne in v italijanščini trdo vpraša Tihomilo, odkot fantek ve za ime Tito. Tihomila mu odgovori pol v italijanščini, pol v slovenščini, da malček še ne zna pravilno izgovoriti imena Tihomila in jo pač kliče Tita. Policaj ni zadovoljen s pojasnilom. Tihomila mu pokaže izkaznico, na kateri črno na belem piše, da je registrirana edukatriče. Kaj, če bo policaj začel preiskovati otroški voziček? Kaj, če v njem najde trosine listke OF? Policaj še naprej vrta vanjo s preiskujočimi vprašanji. Tihomila v stiski pride v taktični protinapad. Potem pa vi povete fantku, kdo je Tito, mu zabrusi. Policist se zmede, a postane takoj zatem še bolj osoren. Tihomila pomisli, da jo bo odvedel na policijsko postajo na zaslišanje. Kaj, če bodo tam ugotovili, da je aktivistka OF, da je celo članica njene varnostno-obveščevalne službe? Kaj, če bodo z mučenjem iz nje izvlekli tudi to, da je kurirka Franceta Hidriča, očeta Borisa Hidriča, enega ključnih funkcionarjev OF? A prav tedaj pride mimo italijanski oficir v bleščeči golobje sivi uniformi in Tihomila se mu brž potoži, da jo policaj nadleguje zaradi otrokove izgovorjave njenega imena. Oficir se namrgodi, zviše na višine policaja, ta vendar spada v nižji, manj pomembni del fašističnega državnega aparata, in pomigne Tihomili naj gre naprej, policaju pa nameni nekaj karajočih besed. Tihomila odhiti z otrokoma po promenadi. S policajem je imela srečo na sreči. A srečne roke je tudi v Tiči stanu, tam namreč ni nikogar. Zato hitro raztrosi listke s kratico OF, znakom Triglava, verzom naprej zastave slave, ter z otrokoma odhiti iz parka. To je resnični dogodek, ki mi ga je povedala. Žal imam samo še dva taka dogodka iz njenih ust napisana. Na mestu svoje pesmi pa bi samo to povedala, da sem jo spoznal na literarnih večerih in pa v okviru Združenja ateistov Slovenije. In sem bil parkrat pri njej na obisku, ona tudi pri nas. In moj vtis o njenem stanovanju na Gosposvetski, to je sosedna stopnica, kjer je Karmen, moja žena, se je rodila, in potem. Imela je kup stvari v stanovanju in stalno mi je govorila, pa kdaj bom jaz 3-4 knjige napisala, ker je imela toliko gradiva. Pa sem jaz rekel, daj, mislim, postopoma, pa zloži eno, pa drugo, pa tretjo, pa nekako je bila, se mi zdi, izgubljena v tej grmadi informacij, gradivo, dokumentacije, slik, tudi sliko svoje ubite sestre je imela stalno tam v dnevni sobi na steni. Tako da, pa še slike, seveda, ker je rada slikala, pa še tudi z ornamenti se ukvarjala, kot ročne spretnosti. Tako da, jaz upam, da v te literarne zapuščine, da je nekje to in da bo še se naš učni urednik in to se skupaj zložil. Jaz te 3 tekste, ki jih imam od nje, bom objavil. Tudi sem jih pomagal objaviti na eni spletni strani približno 25 njenih političnih tekstov, torej pisma bralcev, njeni odzivi na politično situacijo. Žal je ta spletna stran kar mrknila nekega dne, pač blog slabo zastavljeno, ampak imam jaz vso to gradivo, ga bom še enkrat objavil. Ampak to je bolj manj politično. Če na lokucijo pač literarna ustvarjalnost njena vse delno zajeta, bo tu pač ta rekel politična. Bila pa izredna poznavalka, seveda nisem literature kot slovenistka, tudi je imela knjig, več mi jih je posodila, tudi je poznala seveda
da ne govorim Levstika, pa vse te reference slovenskih pesnikov, tudi z vidika recimo protiklerikalnih njihovih tekstov. Teda je pač zame velja ta afriški pregovor, ne, ko umre stalen modr človek, je tako, kot da bi knjižnica pogorela. Ena taka stvar, njeno tako dijaško ime med dijaki je bila Bonekamp. Jaz sem danes bila v Smreki in sem se tam pogovarjala z ljudmi in je bil en bivši njen dijak in je rekel, ne pridem, ker jo sovražim, ker tak bila pasja, je rekel, da je ni naredil sprejemnega izpita. A ste to vi bili? Jaz sem bil, ja. Ne? Ste povedali že zgodbo? Ne, nisem bil. No? En aplauz za njega, ki tako pogledam, da je vseeno prišla. Ona je bila moja učiteljica v osnovni šoli. In v 8. razredu je bila moja učiteljica, ravnateljica razredničarka, pa je bila Milica Ostroška. In smo imeli en zelo velik konflikt z Dobrajčevo, ne? In me je tako zasovražila, posebno zato, ker sem bil italijanski državljan takrat. Bili smo štarsko usmerjeni in me ni prepoznali, zelo so hotel danes priti, da vidim, kaj prav zbroj je bilo pri njej. Ja, kaj je bilo. In torej jaz sem potem padel pri njej. Nisem naredil, pa sem bil zelo načitan. Ja, ona me je vrgla. In je bilo pa tako takrat, v 8. razredu smo imeli takoj popravni izpit, takoj te dni zatem, potem pa sprejemni izpite na srednji, ne? Če si naredil. Ja. In takrat, ko sem šel na tale popravni izpit, me je htela vršiti. Ostrovška pa je htela ne. Zna dovolj, da čitanje eno, drugo, tretje. Naslednji dan sem imel, pa mogoče te dni kasneje, sem imel pa sprejemni izpite na srednji. Pa sem naredil vse z odlično. In to smo enkrat, ker pojem pri Klavori, ne, takrat sem bil predsednik, pa sem organiziral tam neko slavje smo imeli, pa je bila ona zelo rada pa nas je rada poslušala, ne. In tam se mi pogovarjamo, pa je videla, da se jaz odmikam od nje, ne. Ni mi pa spoznala. Pa je rekla, pa je na koncu zadnja smo ostala. Vi me pa zelo sovražite, ko je rekla. Sem rekel, ne sovražim, ampak ne cenim vas, pa zakaj? Sem prijel, zakaj? Da je bilo, da me je vrgla, htela vršiti, pa da sem naredila spet z spremnim, ne? Pa je rekla, te sem vas pa dobro naučila. To je en stil. To je samo zavest. No in prišel sem samo zaradi tega zgodil, kakšna ženska je bila, ker drugače nisem poznal, kaj se je vse zgodilo. In mogoče ima pa pravico, da je to, kar je bilo. Sploh pa, jaz sem Primorsko, ne. No, te pa da poznate zadevo. Poznam, kak so moji starši preživeli, ki so se pa tako. Tak je. Minilo je. Lahko jaz povem, jaz sem se srečevala z njo v Zvezi borcev, je bila članica krajevne organizacije Koroška vrata in tudi tak, ne, dialog, pa sem ji enkrat rekla, veš kaj, tebi so tudi to ime napačno dali, ker nisi ne tiha, pa ne mila. Treba je rekla. Ni bila jezna, ni bila jezna. Že tako tiho mila, kakšna zmota. Ja. Lahko? Sekretarka. Rešitev. Bila sem studenec, ki mu vir je usahnil in breza samotna, zamišljena vase. Cvetica ujela sama kraj jase in ranjeni ptič, ki brez kril je omahnil. Iz živega vira spominov zdaj pijem, zdaj z mislijo tvojo spremljam let ptice in s tvojim pogledom božam cvetice
osamljen bor s tvojim sočutjem ovijem. Zdaj z upanjem tvojim pozdravim svit dneva in zarjo večerno, ki v naju odseva, saj sebe tam iščem zdaj, kjer si bil ti. Brez cilja. Ko sem tedaj odhajala brez cilja, v redkosti mi je bila je daljša pot. Kot da z neznano grozo me pošilja usoda v prazni in brezdušni svet sirot. Še pomnim, vrdela zarja je večerna, prekrila čez in čez nebesni je obok, a v meni kljuvala je bo predirna, tošila v jugu sem se kot otrok. Kako lepoto čutim naj do tebe, kot skupaj sva uživala jo prej. Kako brez tebe naj živim odslej, ko v prstih me skeli in grebe pekoča bolečina. Kje najdem naj moči, da sprejmem svet, ki v njem več tebe ni? Željko ima to. Nivo. Tihomirina pesem Odgovor. Pravijo, da sem naklonjena sonetu. Mi všeč je vsaka klasična oblika. Naj se ozrem po literarnem svetu in bom sodobna, kot se danes šika. Ni treba rime, ritma več poetu. Ločila, pravopis, nadležnost so velika. A takemu brezveznemu klepetu naj moja bo namenjena replika. Pa če ves svet moderno zdaj zavija, za moje pojme včasih škandalozno, bo le drugačna moja poezija. Sem pač rodila se 100 let prepozno, sicer pa se to demokracija, ko vse je dovoljeno in famozno. Ja, no. Dima. Nataša. Ja, Moskavite. pridi, a da si mi paš knjigo. Pridi, Željko. Teden otrok bom jaz prebrala. Teden otrok. Zopet. Teden je otrok. A na svetu 1000 rok. Milijun je praznih, je brez kruha. Toliko oči je brez izraznih, toliko podob, le kože in kosti, napihnjenega je trebuha. Zopet teden je otrok. Pa čeprav je njihov teden, pa čeprav nihče od njih ni nič poreden, je le lačen in ubog, samotni. Ni ta teden nič drugačen, je ta teden prazen, neprijazen, mračen in sramoten. Beden je in ni človeka vreden. Na človeško res trpeti. To ni teden, to so leta. To so desetletja in stoletja mučenih, sestradanih otrok. To je spačen svet. Svet in v njem samcat teden je otrok. Le en samcat teden je otrok. Zdaj, če bi jaz kaj bila, tukaj se mi vse spremenilo na računalniku in jaz se učim vsak dan sproti s tukaj računalnikom delati, da sem že tako nervozna, da bom ne vem, da razbilo vse telefone. Tako da zdaj ne morem odpreti to, kar sem hotela prebrati, bom pa povedala na pamet eno, ko jo znam. Se pravi, nosim ljubezen, ne? Nosim ljubezen vse skozi sem jo iskala v raznih stvarih. Največ v naravi, mnogo ljudi sem srečala, ko sem jo tudi dala. Mnogo ljudi sem srečala, ko sem jih tudi dajala. Mnogo ljudem dajem danes. Eni od njih ste že povedali, drugim dajem zdaj, v tem trenutku.
Torej zdaj, v tem trenutku vam pošiljam ljubezen, ker sem ljubezen. Prebrala bom, ne prebrala, ker ne morem prebrati, se pravi. Povedala bom pesem, ki je prolog v pesniški zbirki Zmotaj sem pesem. In sicer je ta pesniška zbirka razdeljena na 3 poglavja po 9 pesmi. Vsak prolog pa ima, oziroma vsak del pa ima svoj prolog in eno od teh prologov je Tebi zelena Venera. Tebi zelena Venera, kradem krajce. In tebi zelena luna pa krene svetke krade. In tebi zlato sonce, ljubezen in ljubezen in ljubezen v svet pošilja. Hvala. Boste še kaj? Ne. Boste vi še kaj? To še ne napisam. Boš, ne? Ja. To pa boš. Če ima devič. Naša igralka. Ampak zelo lahko, da ne Rešitev. Bila sem studenec, ki mu viri usahnil in breza samotna, zamišljena mace. To sem že prebrala. Nisem. No, ne imaš s njo sebe prebrala? Ne. Nisem. Glasne. Potem sem sebi prebrala. Rešitev še enkrat. Bila sem studenec, ki mu vir je usahnil in breza samotna, zamišljena vase. Cvetica ovela, sama kraj jase in ranjeni ptič, ki brez krilja umahni. Iz živega vira spominov zdaj pijem, zdaj z mislijo tvojo spremljam let ptice in s tvojim pogledom božam cvetice, osamljen bor s tvojim sočutjem ovijem. Zdaj z upanjem tvojim pozdravim svit dneva in zarjo večerno, ki v naju odseva, saj sebe tam iščem zdaj, kjer si bil ti. Sem prebrala. Dobro, še eno. Odsev, prijazna sončna luč, odsev v potoku, na bilkah svetla rosa trepeta in daleč nočna zvezda mi oboku in ptičji let prek sinjega neba. Prijazna luč tiše v očeh odseva in solze sled se v mojih lesketa in daleč žalosti od tega dneva, ko sreče krilo v meni plapola. In rada te trenutke bi ujela, ki sama radost so in ljub smehljaje, da z njimi bi do konca dni živela, kot čutim, kot doživljam jih sedaj. Vem, da oba bi isto si želela, naj ti trenutki vrnejo se kdaj. Ja.
Dost sem že star, meni je duh stoletja, s palico skozi park. Klobuk privzdignem, ko srečam damo in spomnim se na jezlek. Pozdrav polip, na roko seveda, beseda trezna parfum. Vok je zdrav, zbudi še ostalo, povabim ga na izlet. Ko pa zasije sonce nad gradom, v senci spijeva sok. Spomnim se, da je že 50 let, odkar mi dala je prvi poljub. Dost sem že star, meni je duh stoletja, dedičev cel kup imam. Še njim se zdi, da takšnih voglov več ni, ko oživljam izgled. Malo morje je zraslo lokalom, povsod napuh, neznan napis. Ko se zgubi v množici tujcev, se skrijem na izgled. Ko pa zasije sonce nad gradom, zagledam znan obraz. Spomnim se, da je že 50 let, odkar mi dala je tisti poljub. Dost sem že star, meni je duh stoletja, rahel želodec imam. Tolažbo mi je le to, da še stoji ta izgled. Kot smo rekli, rdeča. Gospa Tihomila Dobravc je bila partizanka, prvoborka in tudi po vojni narodna voditeljica. Tako da bomo začeli z eno pesmijo iz vojnih časov, ker so jo vojni časi oblikovali. Je pa v obliki piramide. Soldateska. Čelada. Čelade temne. Čelade, čelade, grozeče. Čelade, čelade, čelade povsod. Čelade. Čelade prekrivajo obraze. Čelade, čelade, čelade težke. More razum. Čelade, čelade, čelade hladne, ubijajo srce. Čelade, čelade duše človečnost, čelade razčujejo. In v tistih časih je največ štelo tovarištvo. Včasih se mi zdi, da raje živali imamo od ljudi in rastline, drobce na mravlju in skromni makov cvet. Ko pa srečam zvest pogled in čutim vso slast človeške topline, zajame v trpki me stvarnosti srečna zavest, da pripadam nekomu, ki lahko se je name zanesti, da ni mogoče razplesti tankih niti, trdnih vezi tovarištva in solidarnosti, niti v žalostni stvarnosti.
Seveda je Tihomila imela tudi svoje želje. Črni ptič je preletel nebo, skrivenčeno drevo, polomljeno mešala, kot temna in grozljiva strahojeta sloni na nočnem nebu. Nekje potuhnjeno bobni, zaprem oči, golob miru zaplava čez nebo, drevo miru, zelena siva oljka, z listki v vetru strepetava spet in spet. Meglice v soncu so srebrne, nekje ljubezni se šepet utrne, ne morejo in nočejo odpreti se oči. Doživela ali pa vsaj zapisala pa je tudi srečanje v oklepaju s Prežihovim vorancem. Mogočni lev, sam kralj živali, svobodna, plemenita zver, nenehno vzdolž ograje stopa, v kletki sem ter tja, bolj kot s srdom, z nedoumevanjem v očeh, tega, kar vse počenjajo ljudje, ta čudna topoglava in dvonoga bitja, velik. Do stropa se mi zdi visok, okoren kakor medved. V copatah hodi v globini celice, v hodniku mračnem, sem ter tja. To je on, ki ga poznam, mehak in silen, sem rasnik. Do ostre bolečine si želim upreti se v železno palico, odpreti kletko na stržaj. Ja, med soneti je tudi ena, ki ima naslov Ljubezen. Pa pogledajmo, kako si je Tihomila predstavljala ljubezen. Kakor skozi steklo sem videla svet, prašne so šipe bile in meglene, slike za njimi blede kot stene, obrisi življenja kakor skelet. Potem pa je ona prišla, očistila šipe, da se zaiskrila sta svet in življenje, zbistrila je spet moj pogled, razpršila se gosta megla. Od svetle luči mi vitja je malo, srce je zapelo in zaigralo, v njem se naselila je nova ljubezen. Zdaj pestuje upanje, prej izgubljeno, v jasni svežini spet pridobljeno. Svetloba razlita je čezenj in čezenj. Štiri. Še štiri. Oni čakajo za mene. Zdaj se nič ni vredo, da čakajo, ko smo rekli, da bo Primož prebral encikl 9. Tako, seveda je Tihomilo usmerjalo k svetlobi. Kadar ti za hrbtom sonce sije, senca pred teboj se vije, mračne misli se rojevajo, kakor tak jim narekujejo noge. Ko sonce dviga se in stopaš že po glavi sence svoje, ti temne misli izgenevajo, kot da s stopinjami preganjaš jih iz nje. In sonce niža se in leze že v zaton, spet hodiš po nogah, vendar je senca za teboj. Ej, vedno vedrih misli, hodi soncu le naproti in gre v bleščečemu obraz, brez vsake sence pred seboj v poti, pa kdaj je dosegel boš svoj čas. In še zadnje 3.
iz zadnjega sklopa. Kako naj pojem zdaj še o dobroti, ko podlost je krog mene, polno zla? Kako naj vsa topim se še o gorkoti, ko me mrzijo srd in hlad? Tema, odkot moči mi, da naj še ostajam, kar sem, kljub vsemu, še nekoč bila? Ko meni vse je teralo, naj vztrajam, preupijem trušč okrutnega sveta, nezastorjene mnoge vse krivice, ki so vzele mi ves nekdanji mir. Ponudim podležem še drugo lice, naj vse udarce vračam in folklorno. Ne, najbolj jih zadev bo moj prezir, konjanje zviška zrla bom uporno. In odgovor? Pravijo, da sem naklonjena sonetu, da mi všeč je vsaka klasična oblika. Naj se ozrem po literarnem svetu in bom sodobna, kot se danes šika. Ni treba rime, ritma več poetu, ločila, pravopis, nadležnost so velika, a takemu brezveznemu klepetu naj moja bo namenjena replika. Pa če ves svet moderno zdaj zavija, za moje pojme včasih škandalozno, bo le drugačna moja poezija. Sem pač rodila se 100 let prepozno, sicer pa saj je tu demokracija in vse je dovoljeno in famozno. Ja, bila je drugačna, ne? In o drugačnosti je tudi pisala. Drugačnost je drugačna. Drugačna od nedrugačnosti. Bolj živa, sočna, vznemirljiva in manj temačna. Bolj izvirna in nemirna, manj mlačna, kot da je lačna drugačnosti, kot da je v njej več zračnosti, za koga pa drugačnost je napačna. Hvala lepa.